Ja, rojen, jaz sem pa v Ribenci, prav blizu cerkve. V tistih časih, ko je bila Ribenška cerkev razbita, bombardirana, požgana, tako da sem bil krščen na podružnici, ker v farni cerkvi takrat ni bilo bogoslužja. Sem prvi otrok v družini, ki se je rodil materi Ani in očetu Jožetu. Za menoj je prišel še na svet brat Franc, pa sestra Anica. V Ribnici sem hodil tudi v osnovno šolo. Ja, prav tisto, v katero je hodil tudi France Prešeren, ko je imel strica župnika v Ribenci, pa na Breznici takrat še šole ni bilo. Nadaljeval sem potem izobraževanje v Kočevju, tam sem hodil v gimnazijo, vmes sem pa delal na kmetiji, kajti to so bile potem res počitnice, ko je bilo še kaj za pokazati. Bogoslovje sem obiskoval v Ljubljani in potem, kot sem že omenil, nastopil pot duhovništva leta 1969. Marsikatero župnijo sem obiskal, deloval največ na Breznici. Na Kokrcu sem se kar malo bal priti in dobro tolažilo me je nekaj. Vsak pričakuje nov župnik, mlad župnik. Jaz sem pa imel že svoja leta, 58 let, in sem pač rekel pri prvi dan, da me tole daje korajžo, da še lahko začenjam na novo, ko je papež Janez Pavel II. Sveti, da nas nastopil službo papeža. Takrat je se povsod govorilo, da je nastopil mlad papež, no in zato sem se tudi jaz počutil dovolj mladega, da bom še spoznal toliko in toliko novih imen, toliko oseb in hvala Bogu, leta na Kokrci so pa res zelo, zelo hitro minila. Ni čudno, da vsi pravijo, kako gre hitro čas. Čim starejši si, hitrejše beži. Naredil sem to, kar sem mogel, z ljubeznijo in hvala Bogu, da sem zmogel, in hvala vsem, ki so mi pri tem poslanstvu pomagali na kakršenkoli način. Bog je vse videl, Bog vse povrne. Nič ne pozabi, nekaj pa je, Bog je pozabljiv samo za grehe. Kar človek Bogu potoži, Bog res izbriše, kar pa dobrega naredi, je pa shranjeno za večnost. In Bog daj, da bi takšne svetilke vsi imeli, kajti dobro delo je svetilka, ki bo svetila tudi takrat, ko bo pot na zemlji se nam utrnila.